Dober večer. Danes je moja tema spoštovanje otroka. Vsi smo otroci in če spoštujemo sebe, svojo bit, svojega notranjega otroka, bomo spoštovali tudi vse bližnje oziroma vse otroke. Otroci so otroci, polni ljubezni, igrivosti, radosti. In če se na njih jezimo, če jim dajemo pravila, če nimamo časa, da se z njimi pogovarjamo, igramo, se otroci počutijo nezaželene. Jaz kot otrok sem bila veliko sama. Mama in oči sta imela veliko dela. Brat se je igral s svojimi vrstniki. Jaz pa sem običajno občudovala drevesa, poslušala petje ptic, se igrala s kamenčki in bila eno z naravo. In še vedno sem v naravi najbolj srečna. In tudi, ker sem v bližini srečnih otrok. Zakaj? Zato, ker je moja odločitev že dolgo let, da bom poslušala svojo dušo, da bom svojemu notranjemu otroku dala tisto, kar ta otrok potrebuje. To je mir, spoštovanje, ljubezen. In če ne ljubimo sebe, če ne spoštujemo sebe, svojega življenja, le kako bomo spoštovali svoje bližnje in bližnje otroke, le kako. Nezaslišano je, da otroci niso spoštovani, da nimajo svojih ustavnih pravic in da za njih odločajo starši, ki nimajo stika s svojim notranjim otrokom, ki imajo nervozo, strahove, bolečine, jeze, depresije. Kako bodo ti otroci lahko sprejemali od svojih staršev tisto, kar najbolj potrebujejo. Zato je tako pomembno, da vsak izmed nas uživi svojega notranjega otroka. Da mu da prostor za radost, za igro, za življenje. In da slišimo svoj notranji glas, ki nam vedno govori, kaj je za nas najboljše. In če otrok joče, ne smemo ga tepsti, kregati, kaznovati, ker on s tem pove, da kršimo njegove pravice, da ga ne spoštujemo. Ima svoje potrebe, svoje želje in kot starši včasih tega ne zaznamo. Danes sem imela priložnost svojo prijateljico vprašati, če bi danes s vsemi spoznanji, ki jih ima, imela ponovno majhne otroke, ali bi bil njen odnos do svojih otrok drugačen? Seveda mi je odvrnila popolnoma drugačen. Bolj ljubeč, poslušala bi jih, slišala bi jih, igrala bi se z njimi. Ja, tudi jaz bi, če bi lahko zavrtela čas nazaj,
dala veliko več časa svojih hčeri. Z njo bi se igrala, imela bi manj igrač, ne bi imela nove oblekce, mogoče ne bi imela tako lepega stanovanja, imela pa bi mene, moj čas, mojo toplo roko. Jaz pa sem, ko sem ohranilka, pač delala za njen materialni svet, za njeno ugodje v materialnem smislu. Tako nas pač učijo. Treba je delati, se učiti in delati in otroke dati v vrtec, otroke dati v sistem, jih cepiti, ko so bolani, jim dati zdravila. In vendar otroci potrebujejo samo našo ljubezen, naš čas in pogovor z nami. Ja. Če bi lahko vsi zavrteli čas nazaj in z vsemi temi spoznanji, ki jih imamo danes, bi bili vsi otroci, ki bi se s svojimi otroci igrali, se smejali, veselili, iz kamenčkov zidali palače in ne bi kupovali Lego kock, za katere je treba pač delati. Peljali bi jih k potoku, metali bi kamenčke v potok, se smejali, se veselili. Ja. Ko človek dozori, ko spozna, da je tudi on otrok, potem lahko dovoli otrokom, da so otroci. Jaz se opravičujem moji hčeri, ker nisem bila otrok, ko je bila ona otrok, ampak resna, zaskrbljena, pridna mamica, ki je skrbela za domek, za materialne ugodnosti, ker sem bila v sistemu. Ne morem časa zavrteti nazaj, ne da se ga. Lahko sama sebi odpustim, ker sem si. Vesela bom, ko mi bo hčera odpustila in me objela in dala preteklosti v preteklost. In mi dovolila, da sem to, kar sem, otrok ljubezni tudi jaz. Vsi smo otroci ljubezni, če imamo seveda ljubezen na prvem mestu. In ne denar, ne uspeh, ne slavo, ne pravila, ne ukaze, ampak to našo brezpogojno ljubezen, prvo alinejo 9. člena našega statuta. Če to živimo, smo mi srečni in srečo delimo vsem bližnjim. Moj vnuk ima veliko prednost. Nisem več tista sistemska mamica. Sem ljubeča mamica, pozabim na čas. In ko prideva domov, mami gleda na uro, 15 minut si prepozno prišla, joj, oprosti, bilo nama je tako lepo, z zračkami sva se pogovarjala, metala kamenčke v vodo, oprosti. Ja, vidim razliko. Babica sem drugačna, kot sem bila mama svojih hčeri. Vsi se prebujamo v ljubezen. In vendar nikoli ni prepozno. Nikoli. Vsak hip se lahko odločimo za ljubezen. In da rečemo ne sistemu in da ljubezni. In ko je ljubezen na prvem mestu, je vse ostalo dodano. Vse je tako enostavno in prijetno in lepo. Izgubimo občutek za čas, občutek za sistem, hranjeno sonce, ljubezen, voda. In otroci, ki so obdani z ljubeznijo, nikoli niso lačni, ampak so srečni,
se smejijo in se veselijo, da imajo ob sebi osebo, ki ima na prvem mestu ljubezen, radost in ne sistem. Spoštujmo svojega otroka v sebi, da bomo lahko spoštovali vse bližnje, predvsem pa naše najmlajše, ki potrebujejo naše spoštovanje. Hvala lepa za vašo pozornost.